Ekonomija je trenutno v tako slabem stanju, da si med plačevanjem položnic mnogi med nami rečemo kar 300 kosmatih. Oziroma, če prilagodimo za inflacijo, 400 kosmatih. Mnogi poskušamo prišparati tako, da si namesto hladilnika napolnimo raj mini hladilnik, namesto golfa igramo raj mini golf in namesto, da bi potovali po svetu, gremo raj v mini mundus. Kriza se pozna tudi med delavci, ki sicer želijo boljšo službo, ampak vseeno hočejo odpravnino od stare. Za vse, ki ste v taki situaciji, smo vam pripravili tokratno rubriko. V tokratnem top 5 pa pol imamo 8 načinov, kako dati odpoved, brez da bi dali odpoved. Pa dajmo začeti. Prvi način je, da si vsakič, ko končaš nalogo, vzameš par minut pauze, da si pripraviš kavo, počekiraš telefon in greš domov za par tednov. Drugi način, da vsem privlačnim sodelavkam nudiš zastonj masaže, ta manj privlačnim pa samo, če ti plačajo. Način številka 6 je, da ob koncu vsakega sestanka rečeš kulči lulči. Način številka 5 je, ne samo da spiš v službi, ampak da spiš tudi s šefovo hčerko. Samo pozor, tega ne priporočamo, če ste samozaposleni. Način številka 4 je, ko ti šefica naloži delo in pred vsakim rečeš, ok, mami. Številka 3, da na delu popiješ toliko šnopca, da ga zmanjka za obiskovalce lokala. Naslednji način, kako dati tiho odpoved je, da zaspiš med svojo izmeno, dokler te ne zbudi kričanje potnikov. In še zadnji način, kako dati odpoved, brez da bi dal odpoved je, namesto da bi opravljal svoje dolžnosti, ves čas visiš na Instagramu. Ta način je tudi zelo efektiven, če to delaš kot predsednik države. Odpustijo te šele po 10 letih. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.